Francozi zadnje leto v avtomobilizmu igrajo pravo igro. Kaj počnejo? Poslušajo nas in stranke. In zato je druga generacija Renaulta Captur od samega začetka mnogo boljša od prve, no zdaj pa je dobila še dodatno izpopolnitev in v bistvu novo opremo. Esprit Alpine. Captur je zato vizualno bolj oster, bolj drzen in najbrž tudi bolj zaželen. V bistvu so nove sprednje in zadnje luči, pravzaprav je najbolj nov kar celoten nosek z manjšim logotipom po vzoru najnovejših njihovih modelov. Tale sprednja maska je dejansko zelo atraktivna s tem dvojnim pregibom in če avto krasi še oprema Esprit Alpine s svojimi dodatki v črni barvi, pa z 19-palčnimi platišči, potem je avto res atraktiven za pogled. V notranjosti so boljši materiali, predvsem pa so nadgradili oba zaslona, multimedijski sistem deluje zelo hitro in ima številne funkcije in Googlove storitve, naprimer vedno ažurne zemljevide. Vedno mi bodo tudi bolj všeč klasični fizični gumbi, evo tukaj so kompletno za klimatsko napravo. Zelo pomembno pa je tudi tole stikalo MySafety, kjer lahko z 2 klikoma nekatere funkcije in sisteme čim hitreje potem izključite ali pa ponovno vključite. Zanimivo je, da so pri prenovi malenkost izboljšali še položaj za volanom, no opazili pa boste tudi boljše sedeže. Zadaj ostaja zelo uporabna vzdolžno pomična klop, kar pomeni, da ima prtljažnik lahko do 536 litrov prostora, če potniki tamle zadaj nimajo nog. Ker so res poslušali, kot pravimo, so izboljšali vzmetenje in naredili krmilni mehanizem malenkost bolj neposreden. To pomeni, da se tudi malenkost bolje pelje med ovinki, ampak pri točno takšnem bo kar fejs kompromis, ker je z velikimi platišči in tršim podvozjem skoraj preveč trd in ne vem, če bo to všeč družinam. Sem vozil tudi ostale Capturje in vem, da je tam boljše. Enako pogon. Tukaj je 1,33 litrski turbobencinski motor, ki ponuja kar lepo konjenico, v bistvu je 116 kW moči, to je 158 konjičkov in 270 Nm navora. Lepo potegne, ampak je povezan s 7-stopenjskim robotiziranim menjalnikom, ki preveč cuka in potem vožnja ni toliko uglejena, kot bi lahko bila pri Renaultu, ki nima oznake RS. Pri porabi je tudi povprečen na našem testu malo manj kot 8 litrov, ni posebej impresivno, ni pa grozno preveč. Da bo Captur tudi po osvežitvi zelo popularen, je jasno. Takšen z vrha ponudbe sicer dober izgleda, ampak preveč izgubi pri uglajenosti in pri počutju vsak dan, ko se boste počasi cjazali v kolonah. Zato vsem priporočam manj športnega, čeprav tudi pri tem v resnici ni čist nič športnega razen imena opreme. Se pa bolje pelje kot prej, to je dejstvo, tudi če nima opreme Esprit Alpine.